Kakšno je zaključno poročilo o delu SPV v lanskem letu? Torej, iz zaključnega poročila je razvidno, da je Svet za preventivo v celoti realiziral program, ki smo si ga zadali za lansko leto. Izvedene so bile vse aktivnosti, največ preventivnega dela je bilo namenjenih mladim udeležencem v prometu in tistim, ki so najbolj ranljivi. Kako bi glede na rezultate ocenili prometno-varnostne razmere na območju mariborske občine? Številke kažejo na to, da se je stanje prometne varnosti nekoliko poslabšalo v primerjavi z letom 2010. Imamo več mrtvih, kot je bilo v letu 2010, zmanjšalo se je število lahko telesno poškodovanih. Moramo pa se pohvaliti z prometno varnostjo otrok, namreč zmanjšalo se je število otrok, ki so bili udeleženi v prometnih nesrečah. In kakšne aktivnosti so predvidene za letošnje leto v prvem polletju? Torej, v prvem polletju že konec marca poteka akcija Red je vedno pas pripet v okviru projekta Pasovček. V začetku aprila nadaljujemo z medobčinskim tekmovanjem Kaj veš o prometu. Koncem aprila je predvidena akcija Bistrograva varuje čelada, namenjena mladim kolesarjem. V mesecu maju gostimo državno tekmovanje Kaj veš o prometu in v mesecu juniju že steče akcija za varnost otrok na šolskih poteh. Kaj lahko rečete o projektu Sol na pilotnem območju Maribor? Mestna občina Maribor, bom rekel, je v neki širši regiji, kjer je problematika varnosti v cestnem prometu zelo pereča. Zagotovo je v ospredju hitrost, alkohol, smo pa na tem, da se sprašujemo tudi seveda zakaj. In mi moramo ugotoviti vzroke in razloge za to, da se znamo nekako spopasti s tem, kar pomeni področje infrastrukture, področje vozil, področje seveda naših aktivnosti, kjer lahko delujemo preventivno in izobraževalno. Tisto, kar pa je pri Mariboru zelo pozitivno, je pa to, da se je Maribor pridružil temu projektu Save Our Lives, se pravi rešimo lastna življenja ali pa naša življenja, kjer skupaj z lokalnim skupnostjo, skupaj z različnimi civilnimi družbami poskušamo nekako prvo analizirati in drugo odreagirati na problematiko. In ravno današnje srečanje je temu namenjeno in kot vidite, Maribor povezuje, ali pa Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor povezuje veliko različnih udeležencev, ki kakorkoli vplivajo lahko na večjo varnost. Kakšna je ocena prometno-varnostnih razmer na območju mariborske občine v lanskem letu? Ja, v lanskem letu, to v letu 2011 je v primerjavi z predhodnim letom 2010 nekoliko slabša glede posledic prometnih nesreč. Namreč v tem času beležimo 6 mrtvih udeležencev, v letu 2010 so bili 4. Drugače pa število prometnih nesreč kot samih se je tudi nekoliko povečalo na območju celotne policijske uprave Maribor, kot tudi na območju samega mesta oziroma Mestne občine Maribor. Najpogostejši vzroki so premik z vozilom, nepazljivi premiki, potem so hitrost, izsiljevanje. V lanskem letu je bilo udeleženih manj otrok v prometnih nesrečah, tudi posledice so bile manjše. Na srečo ne beležimo nobene smrtne žrtve, je pa ena oseba bila oziroma otrok hudo telesno poškodovana.